Prisrčno in toplo pozdravljeni v našem prelepem Kopru, kljub takemu slabemu vremenu. Lepo vas je videti v takem številu. Svetovni dan filozofije praznujemo danes. In ko je društvo Jasa me povabilo k temu dogodku, sem jaz rekla, filozofija pa jaz nekaj ne gre skupaj. Ampak vseeno se mi zdi, da je bil to izziv, ki so mi ga ponudili in upam, da vam bom danes vas vredu in dobro vozila med vsemi temi razgovori, dogovori, vašimi idejami, mogoče kakšnimi predlogi. Skratka, da se bomo lepo imeli in sproščeno pa nekaj tudi odnesli zanimivega, kar nam bo ostalo. Drugače moje ime je Darja Krkoč, jaz sem drugače ljubiteljska, gledališka igralka, se pa tako na takih dogodkih, seveda tudi jaz imam tremo, zato se opravičujem na samem začetku, če bo kakšna napakica. Organizacija Združeni narodi za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO namenja posebno pozornost filozofiji, razumejo kot dejavnost, skozi katero iščemo odgovore na vprašanja, ki nam jih zastavlja življenje samo. Zato je leta 2005, 3. četrtek v novembru, razglasila za Svetovni dan filozofije. Da je pred 12 leti Svetovni dan filozofije plodovito zaživel tudi v Sloveniji, je zaslužen tudi profesor dr. Marjan Šimenc, strokovnjak za didaktiko filozofije, predavatelj na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in eden od uvajalcev filozofije za otroke v slovenskem prostoru. Na tem osrednjem dogodku z naslovom Prevrednotimo vrednote bodo bistvena življenjska vprašanja osvetljevali docent dr. Smiljana Gartner z Filozofske fakultete Maribor, izredni profesor dr. Tomaž Grušovnik z Pedagoške fakultete Koper ter univerzitetni diplomiran filozof in profesor sociologije Gorazd Brne, profesor filozofije in ravnatelj Gimnazije Ilirska Bistrica. Najprej vabim k besedi gostitelja, profesorja dr. Štefana Miklavčiča, prorektorja za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem. Lep pozdrav vsem, spoštovani predstavniki primorskih občin, spoštovane profesorice, profesori, dijaki, študentje, učenci. Veliko veselje nam je, da vas lahko sedaj ob že tradicionalnem slovenskem obeleževanju UNESCO-vega Svetovnega dneva filozofije pozdravimo tukaj pri nas v Kopru, na Univerzi na Primorskem. V čast nam je, da lahko gostimo ta dogodek, kjer gostimo na eni strani mlade, na drugi strani že uveljavljene mislece, ki so se posvetili razmišljanju o prevrednotenju vrednot. Zavedamo se, da je to potreben in sestavni del vsake demokratične, odprte družbe. Še posebej pa nam je v veliko veselje in smo ponosni, da verjetno gostimo s tem dogodkom doslej največji miselni eksperiment v državi, saj soočamo razmišljanja in pogovore na eni strani mladih, dijakov, študentov, učencev, na drugi strani pa profesionalnih filozofov. Upamo, da je to samo prvi v vrsti takšnih in podobnih dogodkov, ter da nas boste v prihodnjih letih še kdaj obiskali. Jaz vam želim obilo razmišljujočega navdiha in še enkrat dobrodošli pri nas v Kopru. Hvala dr. Miklavčiču. Zdaj pa na oder vabim gospo podžupanjo Mestne občine Koper, gospo Olgo Franca, kar nas veseli, da se je tudi odzvala današnjemu povabilu in da nam tudi spregovori.
Spoštovani in spoštovane, draga mladina, lepo vas pozdravljam v imenu Mestne občine Koper, v imenu župana Aleša Bržana in celotne občinske uprave. Današnja knjiga Kakšni Sloveniji si želim živeti in prevrednotimo vrednote je tisto gradivo, ki bo tudi nam, odgovornim nosilcem na področju lokalne samouprave, dalo nova razmišljanja, nove poglede in, če rečem, nas bo tudi malo resetiralo, da se bomo zavedali trenutka, ko je potrebno, da tudi svoja dejanja, svoje razvojne načrte, svoje poglede pogledamo s plati, torej vsebine, ki ste jo zapisali v tem, in spremenimo tudi seveda svoje odločevalske načrte. Mestna občina Koper je čudovita občina, kot je Darja Perkoč dejala. To je univerzitetna pristaniška občina z močnim gospodarstvom pristaniške dejavnosti, obrtništva, kmetijstva in z veliko perspektive na področju turizma. Vendar vse to moramo komponirati v naše življenje. Kakšno Slovenijo si želim? Takšno, kot je moja družina. Želim si zveste družine, tople družine, želim si delovne družine, želim si trdne vezi, želim si take družine, ki me bo poslušala. In družina je tudi moja občina. In družina je moja krajevna skupnost. In družina je vsak moj sosed, vsak človek, ki ga srečam vsak dan. Torej, želim povedati, da so vse zapisano, vse, kar ste zapisali v teh gradivih, izjemnega pomena. In vam čestitam za obe izdaji in čestitam za vse delo, tudi društvu Jasna, za vse vaše prizadevanje, da bi našo prelepo Slovenijo v srcu naše Evrope vodili in spreminjali tako, da bomo res živeli na temelju vrednot, na temelju tega, kar so gradili z muko dolgoletja naši predniki in da bomo izgrajevali kakovostne bivalne pogoje za otroke, za mlade, za starejše, za ranljive, za vse skupine naše čudovite družbe. Sama sem že dolga leta v politiki in osredotočena na socialo. Sociala, na ranljive skupine in na starejše. In ne le sedaj, ko sem v funkciji podžupanje, vendar vseh 20 let se venomer prizadevam za izboljšanje tistih, ki so v naši družbi najmanj slišani. Želim vam uspešne današnje delo in z veseljem in uživala bom, da bom lahko z vami in odnesla veliko koristnega in želim vsem uspešno delo še naprej in še veliko takih srečanj. Hvala lepa in srečno. Hvala gospod podžupanji Mestne občine Koper, Olgi Franca. Sedaj pa predajam besedo doktorju Marjanu Šimcu, članu izvršnega odbora Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Lepo pozdravljeni. Kot vidite, sem tukaj v več funkcijah. Sedaj imam funkcijo predstavnika UNESCO in v imenu Slovenske nacionalne komisije vas tukaj vse lepo pozdravljam. Nadaljeval bom pa kot filozof, tudi kot dolgoletni učitelj filozofije v gimnaziji. To je pravzaprav vloga, s katero se najlažje identificiram. In zastavil si bom zelo naivno vprašanje, zakaj tukaj praznujemo dan filozofije in ne recimo dan psihologije, ali pa dan fizike, ali pa dan biologije. Zakaj ima filozofija pri UNESCO neko posebno mesto? Zakaj UNESCO razglasi svetovni dan filozofije? Prvi odgovor je pravzaprav zelo preprost. Danes ni samo dan filozofije, je tudi dan biologije, je tudi dan fizike, je tudi dan psihologije. V kakšnem smislu?
Če si pogledate zgodovino drugih znanstvenih področij, boste opazili, da se bodo fiziki sklicevali na fiziko, ki je napisal veliki grški filozof Aristotel, da se bodo v psihologiji sklicevali kot enega prvih zametkov raziskovanja njihovega področja na delo Peripsihe o duši, ki ga je prav tako napisal Aristotel. Ko se bodo biologi ozrli nazaj, kje so bili začetki biološkega mišljenja, bodo svoje vire ravno tako našli pri Aristotelu. Tako da je filozofija na nek način pramati številnih današnjih znanstvenih disciplin. In ko slavimo filozofijo, pravzaprav slavimo tudi nje. Drug odgovor, ki je morda še bolj pomemben, poleg tega, da je filozofija že po svoji naravi bila interdisciplinarna in je v sebi zajemala številna področja, je pa povezava filozofije z demokracijo. Pri tem nimamo v mislih volitve na 4 leta, predvsem imamo v mislih demokracijo kot obliko skupnega življenja, ki ustreza potrebam, interesom, željam ljudi. In da bi taka oblika lahko obstajala, potrebujemo ljudi, ki razmišljajo z lastno glavo. In tukaj ima filozofija neko posebno vlogo, saj izredno spodbuja samostojno mišljenje ljudi, spodbuja poslušanje drugih, spodbuja soočanje pogledov, spodbuja pa tudi argumentacijo. Se pravi, da smo pripravljeni svoje poglede premisliti in jih tudi spremeniti, če se premisleku izkaže, da niso adekvatni. V drugem delu bi se nekoliko navezal na temo današnjega dneva in dal 2 primera prevrednotenja vrednot, ki sta nekako vezana na mojo lastno osebno izkušnjo. Prvo prevrednotenje vrednot se mi je zgodilo pravzaprav dobro desetletje nazaj, ko sem doktorja Štrajna, ki je bil takrat v Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO vprašal, zakaj pa v Sloveniji ne praznujemo dneva filozofije. In doktor Štrajn se obrne k meni pa mi reče, ja, zakaj v Sloveniji ne praznujemo dneva filozofije. S tem, ko je moje vprašanje obrnil nazaj, mi je pravzaprav tudi že odgovoril. Njegov odgovor je šel v smeri tega, da moje vprašanje predpostavlja, da mora nekdo drug nekaj narediti. In sem se zavedal, da sem tudi jaz ta nekdo drug in da bi tudi sam moral kaj prispevati, da ta dan filozofije zaživi tudi v Sloveniji. In to se mi zdi eno pomembno prevrednotenje vrednot. V filmčku, ki ga boste videli pozneje, dijaki govorijo o svojih vrednotah in veliko vrednot je povezanih z njihovim osebnim življenjem. Nekateri pa opozarjajo tudi na prijateljstvo, se pravi na stik, ki ga imamo z drugimi ljudmi. Kako pomemben je ta stik. In nekateri opozarjajo tudi na to, da pravzaprav družba, v kateri živimo, pomembno vpliva na naše zasebno življenje. In da ne moramo preprosto računati, da bodo drugi to družbo uredili na ta način, da bo nam ustrezala. Kar pomeni, da pogosto tisto, za kar mislimo, da morajo drugi urediti, pa drugi premisliti, je tudi tisto, k kateremu bi tudi sami lahko včasih kaj malega prispevali. V tem smislu se zgodi neko prevrednotenje, da se ne umaknemo samo v zasebni svet, ampak da nas zanima tudi tisto, kar je nam vsem skupno. Dan filozofije je nekaj, kar potrebuje številne ljudi, da se ga organizira in potem potrebuje tudi občinstvo, da na njem sodeluje. Zato se vam za vašo prisotnost lepo zahvaljujem. Dal bi pa še en primer prevrednotenja vrednot, tokrat se pa nanaša na filozofijo. Tradicionalno se je filozofija razumela kot intelektualna aktivnost z neke peščice zelo razumnih ljudi. Potem pa se je izkazalo, da pravzaprav si filozofska vprašanja zastavljamo vsi. Da imamo vsi ljudje stališča povezana s filozofijo. Da vsi ljudje imamo nek občutek za to, kaj je pravično. Da si vsi ljudje želimo biti svobodni. Da vsi imamo neko mnenje o tem, kaj je realno in kaj ni.
V tem smislu filozofija ni samo filozofija filozofov, ampak je filozofija vseh. In v tej navezavi se je v 20. stoletju začela razvijati filozofija za otroke, ki je skušala spodbujati skupni premislek otrok. Se pravi, tistih zvedavih 5-6-letnih otrok, ki zastavljajo neznansko veliko vprašanj, na katere odrasli ne radi odgovarjajo, pa tudi tiste starejše otroke, ki si počasi nehajo zastavljati vprašanja, ker v šoli dobijo zelo veliko odgovorov na vprašanja, ki si jih niti ne zastavljajo. Vendar je pa res tudi to, da samo to, da imamo filozofska stališča, ne zadošča. Namreč, če imamo filozofska stališča, pa jih ne premislimo, če imamo stališča, ki se jih niti ne zavedamo, potem pravzaprav niti ne moremo reči, da imamo stališča. Bolj pravilno bi bilo reči, da imajo stališča nas. Namreč so stališča, ki vplivajo na nas, pa jih nikdar nismo zares premislili, ampak smo jih preprosto prevzeli od drugih. Taka stališča niso zares naša. In to ni nič novega. Že Sokrat je opozarjal, da je treba raziskovati lastno življenje in delno je imel v mislih prav to, da smo v družbe prevzeli cel kup stvari, ki jih nismo nikdar zares premislili. In da bi zares poznali samega sebe, se moramo tega dela lotiti. In upam, da bo današnji dan prispeval k temu, da bomo skupaj premislili nekaj od stališč, ki smo jih tokom svojega življenja prevzeli od drugih. Hvala lepa. Hvala, dr. Šimenc. Sedaj pa prisluhnimo, kaj so dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica napisali in pripravili so nam video prispevek z naslovom Prevrednotimo vrednote. Video, ki si ga bomo ogledali, je sestavljen iz 2 delov. Prvi raziskuje vprašanje, kaj so vrednote. Drugi se posveča vprašanju, ali je sploh potrebno prevrednotenje vrednot, ter zastavlja vprašanje, kaj naj oziroma kaj lahko storimo glede izzivov, s katerimi se soočamo v aktualni družbeni situaciji, tako na lokalni kot na globalni ravni. Prispevek izpostavlja vrednote srednješolcev, kako jih pojmujejo in kakšen odnos imajo do njih. Kot avtorje velja še posebej izpostaviti Polono Zadnik in Špelo Kresevič Frank, dijakinjo 3. letnika gimnazijskega programa, ki sta poskrbeli za vsebinsko podlago video prispevka, ter Anžeta Skoka in Marija Ivana Zidariča, dijaka programa Tehnik računalništva, ki sta odgovorna za tehnično plat. Vsem se zahvaljujemo za trud, ki so ga vložili v izdelavo videa. Zdaj si ga pa poglejmo. Generalna skupščina Združenih narodov je vsako leto 3. četrtek v novembru razglasila za Svetovni dan filozofije, k obeleževanju katerega vsako leto posebej pod drugim naslovom vabi UNESCO. Svetovni dan filozofije 2019 se posveča temi prevrednotenja vrednot. Etika, kot tradicionalna filozofska disciplina, si namreč zastavlja vprašanje o podobi srečnega življenja, poti, kako ga dosežemo, pravičnosti in posameznikovih dolžnostih. Vrednote spadajo med ključne moralne pojme. Srednješolski učbenik Filozofija za gimnazije opredeli vrednote kot stvari, ki so dobre same po sebi, to je neodvisno od tega, ali so za koga ali za kaj uporabne, ali koristne, ali dragocene. Vrednote torej razkrivajo, kaj nam je v življenju zares pomembno. Ljudje se v življenju pehamo za različnimi stvarmi, slavo, bogastvom, oblastjo, ugledom, srečo, popolnim razmerjem, ljubeznijo, družbenim položajem, čistim okoljem in še čim. Vendar samo za nekatere od teh stvari si zares vedno prizadevati zaradi njih samih. Vrednote so vedno odvisne od žive družbe in posameznikov, ki jo sestavljajo, pa tudi od okolja, v katerem živimo.
Tako se s časom in prostorom spreminjajo, z dozorevanjem in novimi življenjskimi izkušnjami pa se spreminjajo tudi na individualni ravni v življenju posameznega človeka. V današnjem času so med mladimi najpomembnejše vrednote povezane z zdravjem, prijateljstvom in mirnim družinskim življenjem. V ospredju so torej vrednote povezane z osebnim zadovoljstvom, intimnimi razmerji in varnostjo, ne pa vrednote povezane s tveganjem in odgovornostjo za odločitve. Ja, vrednote so prijateljstvo, da skrbiš za svojega prijatelja in da če je v stiski, mu lahko pomagaš. Vrednote so tudi za družino, če so problemi v družini, da jih lahko skupaj rešite in da se združite. Vrednote so tudi, da si prijazni drugih ljudi, da če si že enega na ulici, ki se ne počuti dobro, pa mu pomagaš, kaj se pogovoriš z njim, no? Moje vrednote so kolesarstvo, ljubezen, familija in ja, to je to. Zame so vrednote, da se spoštujemo in da smo pač prijazni do drugega, ne glede na kakva je ta oseba. Ja, no, meni vrednota pomeni ne osebno, da jaz lahko pridem domov šole in imam streho nad glavo in lahko grem spet v meri kot normalen človek. In ja, to je dejansko to, kar imamo v življenju. No. Familija, malca v šoli, topla malca, ki smo jo dobili, zdravje, sreča, ljubezen in za vsakega drugačenja. Meni je osebna vrednota tu, da grem lahko vsako leto z mojo družino smučati nekam in se imamo tam lepo. Zame je vrednota pomagati sočloveku, ker mislim, da je to prav in to delam naprimer z gasilci. In jaz mislim, da se vse ta pomoč bo en dan vrnila v nekem načinu, no, to je moje prepričanje. Moje vrednote so prijatelji, družina, ljubezen in zdravje. Moje vrednote so družina, ljubezen, prijatelji in šport. Vrednote so zame pojmi in ljudje, za katere se zavzemamo, smo do njih spoštljivi in posvečamo pozornost. Se pravi, recimo družina, svetoven mir, narava, s katero mislim, da bi se mogli več zavzemati. Vrednota je, kadar pač pišem 5, matematiko, fiziko, take bolj zahtevne predmete. Ja. Moje vrednote so družina, prijatelji, ljubezen in glasba. Spremembe vrednot na družbeni ravni so povezane z zgodovinskimi, ekonomskimi, socialnimi in političnimi procesi, zato morajo biti vrednote v stiku s časom. Ker smo danes priča hitrim družbenim spremembam, se spreminjajo tudi vrednote in odnos do njih. Zato se letošnji dan filozofije posveča vprašanju, ali bi morali vrednote spremeniti in jih prilagoditi novim razmeram, ter kako naj jih prevrednotimo. V kolikšni meri naj torej novi izzivi, kot so podnebne spremembe, zmanjševanje števila delovnih mest zaradi avtomatizacije, nove biotehnologije, selitve prebivalstva in tako naprej, vplivajo na spreminjanje naših vrednot. Z našimi dejanji lahko negativno vplivamo na druge in naše okolje. Predniki so željo po materialnih dobrinah zanemarili naše okolje in nas pripeljali do globalnega onesnaževanja. Spoštovanjem narave bi človeka in naravo obvarovali pred okoljsko krizo, ki nam grozi. Nazaj moramo vzpostaviti vrednoto čisto okolje, da poskušamo omiliti posledice, ki so jih zagrešili naši predniki. S solidarnostjo lahko odpravimo družbeno neenakost, ki vlada današnjemu svetu. Vse večje so razlike med bogatimi in revnimi. Odpraviti bi morali rasno razlikovanje in neenakopravnost med spoloma. Jaz mislim, da bi se, glede vrednot, bi se mogla socialna omrežja ukiniti, ker smo ljudje začeli ocenjevati se z številko, ne pa s tem, kar je ta človek naredil. Ker zdaj je za nas vredno samo, koliko lajkov imamo na sliki, pa koliko šerov, ne pa kako je ta slika res lepa in kaj je mogel ta človek narediti, da je to sliko posnel. Ja, vrednote bi se rade spremeniti.
do posamezne osebe, zaradi tega, ki se med učenci tudi se ful različno učitelji znajo tudi vedeti. Kako prevrednotiti vrednote? Naprimer, če vsak ne bi zase gledal, če ne bi bil vsak egoist, če bi tako rekli, bi bil svet dejansko puno bulji, ki kdaj rabi pogledati tudi za soseda ali pa prijatelja. Prav, tle smo zdaj, jaz teh vrednot se strinjam s svetom, vsak raj med svoje, tako da spremenil ne bi nekaj fanjih. Edino, kar bi bilo pametno, da se človek res drži vrednot, ki jih ima in za tem stoji. Vsak mora spremeniti samega sebe najprej, pa bi spremenjali svet. Mislim, da bi se mogle vrednote bolj poudarjati, sploh kaj so in spreminjati jih zdaj, vsak ima svoje, no? Vsak posameznik ima svoje vrednote, tako da mislim, da bi jih mogel sam še bolj utrjevati, jih bolj spoštovati in bolj misliti na te vrednote, katere mislim, da so za njega pomembne. Sožitje, tako da bi ljudje živeli drug z drugim in ne bi nikoli rabili plačavati kaj, ampak bi se lahko sposuzili ali pa izmenjali in bi bilo več, bi lahko bil boljši svet zaradi tega. Jaz mislim, da v današnjem sveti prevladujejo individualistične vrednote posameznika, ampak kljub temu mislim, da smo na eni dobri poti do izboljšanja na tem področju. To nam lahko dokažejo naprimer razne dobrodelne akcije, ko se ljudje med sabo združimo in namenimo pomoč sočloveku.